Sem Janez Pinculič, fagotist skupine Magic Pond in poslušate Radio Aktivno.
Seven Years ter skupina Magic Pond, Janez, član sedmerice, pa z mano oddaje Radioaktivno zdravo. Zdravo. Nekaj jazza bomo poslušali do današnje oddaje. Nekega bomo, ja. Če bi vas prevedli, bi rekli, da ste čarobni ribnik. Čarobna luža, ribnik, ja. Ta pond je v bistvu preskazati jih doma, pri našem bobnarju pa pri našem saksofonistu imajo take res lepe ribnike okoli in potem so se tudi poimenovali na začetku. Jaz sem se jim pridružil v bistvu šele po 2 letih, ko so že posneli prvi CD. Če tako pogledamo, pa glede na naslov EP-ja Drama Adelaide, ste radi ob vodi? Ja, zelo. Zelo smo radi vodi. Je to kraj za ustvarjanje, kraj inspiracije ali tudi kraj, kjer je možno nastopati tako bolj intimno? Oboje v bistvu. Smo imeli tudi gor pod Pohorjem oziroma v Zrečah, ja, pri Skazatih doma smo imeli veliko takih privatnih žurk pa špilov doma za domače, pa smo predstavljali v bistvu pred domačo publiko, pred starši, bratranci, sestričnami. Tako, tam se tudi velikokrat dobimo za vaje, ko je poletje, ko ni dežja, ko je sonce lepo, pa je zavetje ob ribnikih. Pomeni, da je vaša glasba za uživanje ob vode? Res je. Prej sem dajal tudi kraj inspiracije. Ja, kraj inspiracije pa v bistvu pri vsakmu nekje doma. Je pa res, da smo zelo z vodo povezani, ker vsi člani benda, razen mene, so v bistvu študirali v Celovcu jazz in v Celovcu so veliko hodili na Vortrze, ki je zelo znano jezero tam v Celovcu. Na ovitku vašega EP-ja piše, da ste od leta 2017, torej niste novinci. Niso novinci, ja. Oni so se v bistvu 2017 sestali skupaj. Fagotisti prišel pa pol šele mičken pred koronskimi oziroma med koronskimi časi sem se jim pridružil. Jedro, kot si omenil, iz Celovca, kje pa si potem ti študiral? Jaz sem pa študiral klasiko v Ljubljani, pa 1 leto sem bil na izmenjavi v Helsinkih. To je bilo pa to, ja. Pa sem pa nazaj prišel pa doštudiral v Ljubljani. Glede na to, da vas je 7, je to zelo pester inštrumentarij, tudi fagot zraven, ki ga igraš ti, inštrument, ki je zelo redek. Inštrument, ki je zelo redek, predvsem v Sloveniji oziroma na Balkanu, nas ni veliko. Kakor greš bolj v severne države, je fagotistov precej več. Še zmeraj se jih nuca v vsakem primeru, ampak je pa res, da je v Sloveniji majčken problema še zaenkrat s tem. Se pa popravlja, no. Pričela sva skladbo Seven Years. Tako, Seven Years je v bistvu blues, ki ga je napisala naša Klara. Začne se s fagot solom v bistvu in v bistvu skladba vsebuje 7 korusov, torej 7 zaporednih istih vsebin, kjer se izmenjujemo, torej solo, besedilo, ki govori o tem, kako je v bistvu 7 let lahko zelo prijetnih, lahko pa tudi zelo napornih, v bistvu v kakršnem koli razmerju si, ali sam sabo, ali z nekom drugim, ali z inštrumentom oziroma s človeštvom. Omenil si blues, to pomeni, da poleg jazza vklapljate še druge glasbene žanre? V bistvu, ja, nas v bistvu poimenujejo nekako funk, soul, fusion, jazz. Mi smo še malo oberkrajnerji zraven vsak po duši, tako da ja, imamo veliko različnih zvrsti. Druga, ki bo vas pustila, bo Johnny the Ace. Johnny the Ace. Je to kak junak? V bistvu, ja, dva Janeza sva v bendu, ne? Jaz pa še basist Janeza, ampak mislim, da ne govori partikularno o nobenem od naju dveh. Ta Johnny the Ace je v bistvu res junak, ki misli, da je junak, ampak zelo hitro vidi, da lahko padeš zelo nizko. Zelo hitro? Zelo hitro, zelo nizko. John
and got his friend shot. Johnny, was it worth the kill a man hiding your disgrace? Johnny, once so prominent and great, as who fell down on his face. Johnny the Ace ter Magic Pond z albuma Drama at the Lake oziroma EP-ja. Prej sem menil, da ste 7-članska zasedba. Janez, vas še predstavi že, kdo je kdo v zasedbi? Tako, naša pevka je Klara Vetršek, v bistvu tudi flautistka. Ja, potem imamo saksofonista Grego Skazo, ki igra sopranski saksofon in altovski saksofon. Potem na bobnih je njegov brat Matjaž Skaza, na basu imamo Janeza Krevla, na kitari imamo Matica Ašiča in pa moja malenkost Janez Pinculič, ki igra fagot, poje back vokale in tudi mogoče kakšen French horn vmes, kakšen signalček spusti. Glede na imena, je zelo pestra zasedba, delate samo v tej skupini ali tudi v drugih? Predvsem hočemo delati samo mi. Delali smo tudi, ko smo imeli lani na Židovskem trgu v Mariboru, smo v bistvu skupaj koncert naredili še z sestavo Andreja Topliška, kjer igrajo pač trije naši člani, torej Matjaž, Grega pa Janez, basist. Pa smo skupaj nekako koncert naredili, pa je v bistvu Andrej Toplišek še nam pomagal. Slišal sem priimek Skaza, če prav povežem, potem lahko to povežem tudi z bendom 500 metrov. Res je, v bistvu so trije bratje, dva od njih špilata v Magic Pond, trije od njih špilajo 500 metrov. Koliko pa je težav pri koordinaciji zavaje? Ja, ne, zelo veliko. Zelo redko kdaj se dobimo, da smo vsi v sestavu, ampak pred pomembnimi dogodki, kot so pač vsak koncert, naredimo vsaj 2 vaji, da smo res vsi, trudimo se. No. Nosilec zvoka, ki ga poslušamo danes, ni vaš prvi izdelek, kajti 2022 je šel že prvi album. Tako, ja, posneli so ga v bistvu že veliko prej, mislim, da 2018, 2019, ne me za besedo držati. Izdali smo ga pa šele 22, zaradi tega, ker je bil pač pravilni čas za vse to izdajati. Prvenec je prinesel 8 skladb, sedaj drugorojenec 4. Tako, ja, upajmo, da bo na tretjem pač skupen seštevek vsega tega. Tokrat ste se odločili za krajšo varianto EP, kako to? Zaradi časovne omejitve našega benda in vseh skupaj pa nismo imeli toliko časa, da bi naredili nekih novih komadov. Stare smo mogli še zvežbati do konca, da smo jih lahko nastopali. Tako da zdaj imamo v bistvu za en celovečerni koncert materiala vse skupaj. Ste vse te 4 skladbe na Drama at the Lake EP-ju povezali kot neko celoto, kot neko zgodbo? V bistvu nismo gledali na to, da bomo naredili tako, čeprav pol mogoče je spadali na tak način. No? Smo pa vse 4 komade posneli v 2 dneh na mariborskem RTV, ja. Tako da je šlo vse skupaj zelo hitro čez. Glede na to, da ste 7-članska zasedba, kako poteka kreativni proces? Kdo je odgovoren za kaj? Vsi smo odgovorni za vse, zelo smo demokratični in zelo hitro, če kaj ni demokratično, znamo tudi demokratično narediti. No. Tako da se posluša vsakega člana benda pri vseh idejah. Kaj pa besedila, ki so v angleščini? Večina od teh prihaja iz Klarinega navdiha. Imamo pa tudi druge, naprimer Matic Sašič je napisal April Snow
za druge pa ne vem točno. Kako to, da delate v angleščini? Je tudi to odprtost v mednarodni glasbeni svet? Nekako tako. Razmišljamo tudi, da bi naredili par slovenskih komadov, ampak je lirika džeza pa lirika slovenskega jezika mičkeno drugačna in ni toliko kompatibilna mogoče, kot bi na prvi pogled delovalo. Ampak se trudimo, bo tudi tega. Tretja bo April Snow oziroma aprilski sneg, ki ga v zadnjih letih kar dostikrat doživimo. Ravno zato je naslov komada Aprilski sneg, ki ga res ne pričakuješ, ampak je nekako zadnja leta, ker je pričakovan. Je to v neki dvojnosti, ko imamo poletje še novembra, zimo pa maja? Ravno v teh časih smo, ja. Tudi komad govori o tej dvojnosti samega človeka nasploh. Cold and gentle winds carry me to places that I don't belong to, seeming out of place, as if that was the case. I'm meant to be like April snow. Carry me, my feet, where it's bitter yet sweet. I burn in the cold and shiver in the heat. Follow the roots in the deep dark earth, where truth is given birth. what could be has been, and will be, and I've seen. Fate's a reflection, a mirror and a sheen, a human conception of limited perception. Self-deception. Cold and gentle winds carry me to places that I don't belong to, seeming out of place, as if that was the case. I'm meant to be like April snow. Magic Pond, drama At the Lake EP je album, ki ga danes predstavljamo v oddaji Radioaktivno. Je izšel album oziroma EP samo v digitalni obliki ali tudi fizični nosilec zvoka? Torej, mi smo se odločili za ta CD, oziroma ne, glih CD-ja nimamo, ja. Torej, fizične oblike nismo izdali, smo pa naredili podstavke za pijačo in jih malo talamo okoli za te prostovoljne prispevke oziroma kolegom, ki nam znajo pomagati s kakršnokoli drugo. Je pa album na vseh drugih platformah, razen še na Spotifyju, ker se neki ubirajo. Našli ste zelo inovativen pristop
Vsak, ki želi piti, mora poslušati še glasbo. Nekako tako, ja. Sploh jazz pa pijača gresta z roko v roki. Celostna podoba sledi naslovu EP-ja Drama at the Lake. Na njej je čolniček in zraven velik val. Ja, za ta dizajn se moramo pa zelo zahvaliti Viti Kovše, ki nam ga je v zelo, zelo kratkem času res tudi zdizajnirala, da smo lahko to vse posredovali vsem kompanijam, da so natisnili. Kdo je kralj, ki leži v čolnu? Mislim, da smo kar vsi kralji. V bistvu je samo ena kraljica, ne? Pa mislim, da smo vsi ta kralj. Kot je videti, pa se kralju čas izteka, ker ti prihaja velik val. Velik val, ja. Velik val česa. To si lahko verjetno vsak sam razloži. Direktno. Koliko pa je nastopov? Zdaj letos smo imeli zelo, zelo malo, tako da bi pozival vse poslušalce, če imajo kakšen pajzelček, bomo zelo veseli za kakršnokoli naprej sodelovanje. Iščemo sodelovanje. Letos smo imeli v bistvu poleti en koncert, pa zdaj smo imeli v Prulčku enega, v Celovcu enega, pa en se nam obeta še v Celju 17. novembra ob 8. v Špital za prijatelje v Celju, vljudno vabljeni. Ste pa tudi udeleženci raznih jazz festivalov in tekmovanj? Ja, ne kot celota. Zdaj mislim, da je Grega Skaza, naš saksofonist, je bil svetovni podprvak na nekem jazz tekmovanju nedolgo nazaj. Ja, radi se udeležujemo festivalov, sploh Jazz mlade smo bili lani, tudi že v Egli History. Sam se udeležujem tudi jazz klinike v Velenju, veliko sem zvedel tam, kar se tiče jazza, ker sem pač res začetnik v jazzu. Vendar hitro napredujem, so mi rekli vsi ostali iz benda, tako da sem zelo vesel, da jih imam, da napredujem z njimi in da špilamo dobro muziko. Boste katero izmed skladb podkrepili tudi z video podobo? Pogovarjamo se, ampak nič še ni definitivnega, tako da ne morem še nič reči. Sicer pa več informacij o vas na družabnih omrežjih? Tako Facebook, Instagram, mogoče dodamo tudi kdaj TikTok. Tako da bo treba biti bolj aktiven. Nekaj tašnega, ja. To je cilj. Janez, kakšne izzive ste si zadali naprej po EP-ju Drama at the Lake? Pol leta pauze, ker smo v bistvu trije od benda začeli delati tako na polno v glasbenih šolah, tako da se malo lahko suportamo sami sebe. Pol pa aktivno naprej delamo na novih skladbah, dobivamo nove špile, upamo, ter se dajemo ven. Idej verjetno ne manjka. Idej ne manjka, to je pa 100% res. Še eno spuščava v eter, to bo Guardian Spirits. Ja, ta zadnja je pa v bistvu napisal je Matic Sašič, naš kitarist, govori pa o prometni nesreči, ki je imel na poti na faksu na Lojblu v bistvu. Nič smrtnega, ampak takrat se je začel zavedati v bistvu, kaj te Guardian Spiriti so v bistvu, ne? Tvoji varuhi angeli v bistvu. In o tem govori tudi skladba. Skladbo spuščamo za konec tega pogovora. Janez, hvala, da si bil moj gost v oddaji Radioaktivno, ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Najlepša hvala.
smo Magic Pond in poslušate oddajo Radioaktivno.